Lokalne volitve. Radio Robin. Dobar dan, ja, pa smo tu tik pred vrati, so lokalne volitve, na katerih bomo volili župane in člane občinskih svetov. V nedeljo 20. novembra bomo odločali, kdo bo na čelu občine prihodnja 4 leta, oziroma kjer bo to potrebno seveda še v nedeljo 4. decembra. Na Komenski kras gremo danes v prvem izmed predvolilnih soočanj na Radiu Robin. Za občinski svet se bodo potegovali kandidati na 9 listah, kandidata za župana pa sta 2. Pod zaporedno številko 1 Bojan Žlebnik in pod zaporedno številko 2 Erik Modic. Dober dan in dobrodošla. Lep pozdrav. Dobar dan tudi vam. Bojan Žlebnik, čisto na kratko iz Dolancev, kandidat stranke Gibanje Svoboda, po poklicu gradbeni tehnik. Ste novinec na političnem parketu, sicer pa vajeni žarometov, lahko rečemo, ker vas javnost med drugim pozna tudi kot mojstra iz televizijskih oddaj, Delovna akcija. V domačem okolju pa ste med drugim tudi član vaškega odbora, vaške skupnosti Gornja Branica. Zakaj bi poprijeli zavajati občine? Kaj je potrebno prenove, po vašem mnenju? Poglejte, v delu, ki sem ga pač do zdaj živel, moram reči, da sem bil zelo na raznih koncih. In nekako sem pač bil v tem delu, da enostavno letim. In to dobesedno, ker sem tudi pilot. In sem trenutno začutil, da nekako se moram prizemljiti. In ta stvar, ki imam pač svetovne izkušnje, sem nekako se odločil, da bi jih prenesel v lokalno skupnost. Županski kandidat Erik Modic, še aktualni župan. Pred 4 leti ste prvič sedli na županski stolček, potem ko ste bili pred tem 20 leti, mislim, da zaposleni v Komenski občinski upravi kot vodja projektov oziroma za evropske projekte in večje investicije. Tudi tokrat ste neodvisni kandidat s podporo volivcev. Vaše geslo je prava smer za Kras. Vam je v teh 4 letih uspelo uresničiti večino, kar ste se namenili? No, mislim, da je kar precej se dalo uresničiti. Vedno je pa tako, da je proces od ideje do uresničitve dolg, zato ker treba najprej sprojektirati zadeve, pridobiti gradbena dovoljenja, če gre za kakšne investicije, in potem tudi dobiti evropska sredstva, če gre za večje zadeve, in to je dolgotrajni postopek. Vsekakor pa smo skušali to smer že nastaviti z hitrimi ukrepi. Dodali smo precej več sredstev, smo dali za mlade, za reševanje preostanovanjskega problema, za nakup občinskih stavbnih zemljišč. Reševali smo problematiko starejših, uvedli smo prostovoljne, oziroma brezplačne prevoze za starejše občane v okviru Prostofer. Odprli smo pred nekaj dnevi dnevni center za starejše občane, tako da subvencije tudi za čistilne naprave in tudi precej subvencij za odpiranje novih delovnih mest. Tako da skušali smo biti čim bolj razširjeni na celotno občino in tudi precej smo pomagali vaškim skupnostim, povečali sredstva in tudi za društva. Ampak za en mandat ni dovolj, oziroma en mandat pravijo vsi aktualni župani, ni dovolj. Ampak sedaj na drugo področje, da vas volivci spoznajo, morda tudi z tistega bolj osebnega vidika. Kakšen je vaš moto, če ga imate, sicer pa morda kakšne so tiste vaše značajske poteze, na katere ste najbolj ponosni? Pa če tokrat najprej beseda vam, gospod Modic. Ja, morda je to napačni izraz, najbolj ponosni, ampak vsekako se trudim delati v dobrobit občanov in ključno je, da dela za javno korist. Torej vsi zasebni interesi morajo stati ob strani. Ključno je, da delaš v javno korist, za javne interese, in odprt sem za vse predloge. Do mene je zelo enostavno priti, tako da zelo enostavno za občane se z mano pogovoriti, se sestati, tako da vedno je odprta telefonska linija in tudi seveda možnost za osebne sestanke, tako da dejansko skušam biti čim bolj transparenten, tudi vse objavljam na spletnih straneh, skušamo čim več ljudi delati z vaškimi skupnostmi, tako da to je v bistvu tisti način, biti odprt na razpolago občanom. Kakšen je vaš moto, če ga imate, in morda katere značajske lastnosti imate, tiste, na katere ste ponosni, gospod Žlebnik? Biti pozitiven in to energijo, ki jo imam, in mislim, da sem jo dokazal tudi v delovni akciji, kot človek, ki je povezovalen, ki išče rešitve, ki za njega ne obstaja, ne gre, ampak samo kako in kdaj. Tako da se bom zavzemal za vse stvari, ki so možne, da bomo v okviru dela in kot osebnostno tudi pač pripomogel k temu, da bomo pač občani bolje in lažje živeli v občini Komen. Kateri pa je vaš najljubši kotiček v Komenski občini, če kar ostajamo pri vas? Moj najljubši kotiček je hrib nad mojo vasjo, na katerem sem posadil 450 oljk. Res, da so še mlade, tako da se krepijo
In za ljubeznijo in z negovanjem smo letos pridobili prve litre olja, ki jih bom z veseljem ponudil vsakemu, ki je prišel na moj burjač. Gospod Erik Modic, kateri je vaš najljubši kotiček občine? Doslej je bil Kobdil, tam, kjer smo doma. Se pa selimo v Gabrovico in 25 let čudovito Kobdiljo, se pa veselimo na Gabrovico. No, še eno vprašanje za ogrevanje. Imate vzornika, kdo vas navdihuje? Erik Modic? Saj ni treba, da se osredotočamo na slovenski prostor, lahko gremo širše v zgodovino, pa tudi ne na politični parket, če želite. Ja, zmeraj so me navdihovali politiki, ki niso bili politiki. Václav Havel je zame recimo tak primer, literat, pesnik, človek z veliko začetnico, ki je vstopil v politiko zato, da izboljša zadeve. To je recimo moj idol. Gospod Žlebnik? Mene pa kot gradbenika inspirira gospod... malo sem se zdaj razmedel, ampak gospod z vašega področja, Plečnik, gradbeniško usmerjena stvar, določene stvari, ki so pač potrebne za to, da se lahko dobro počutimo, so narejene že bile v zgodovini in je treba samo spremljati, kako je treba to pogledati in se bo dalo marsikaj urediti. Kje pa je na Primorskem Plečnikova, bomo rekli Cerkvica edina, mislim, da na tem območju? Ups, to ste mi pa najdel zdaj mogoče. To je področje Tolminske. Super, bravo. Ponikve. Nisem vedel, ampak bom pa za bodoče vedel. Hvala lepa. Selimo se na kratko še, oziroma za en kratek uvod je bilo to, zdaj pa na področje turizma. Občina Komen sploh v zadnjih letih, lahko rečemo, veliko stavi na ta adut. Še sama obnova Štanjelskega gradu je bila velik zalogaj in brez pomoči evropskih državnih sredstev seveda ne bi šlo, pa tudi še ni čisto zaključena. Ne gre dvomiti pa, da bo tudi ta biser v prihodnje še naprej vabil obiskovalce, goste, tako doma kot od drugot in z nekaterimi vsebinami je že lepo zažival, vendar kaj storiti, da bo tudi območje celotne občine, kako zadržati obiskovalce torej in mogoče še ob tem, kako ocenjujeta trenutno stanje turizma na Komenskem krasu. Tokrat morda začenjamo z vami, gospod Erik Modic. Ja, torej, v bistvu treba nadaljevati vlaganje v Štanjo. Tukaj ta teden podpisujemo tudi sofinanciranje strani Evropske unije v vrednosti 1.700.000 evrov, tako da bomo zaključili po 50 letih obnovo gradu, dali še nove vsebine, zdaj bomo dobili poleg enoteke, ki je bila pred 2 letoma odprto in muzej Nature 2000, dobimo še muzej slovenskega jezika in knjige, kjer bomo predstavili kompletno vsa narečja slovenskega kulturnega prostora. Tako to bo dodatni adut, to bodo dodatni obiskovalci, tudi mrtvi turistični sezoni. In seveda se trudimo, da to razširimo na celotno območje naše občine. Tukaj je pomembno, da smo tudi nam je uspelo vzpostaviti enotno, skupno turistično organizacijo za celotni Krasen Brkine. To je 15 let, smo se o tem pogovarjali, v tem mandatu smo uspeli to skupaj spostaviti. In sem prepričan, da bodo tudi hitro vidni pozitivni rezultati. Skušamo tudi širiti turistično dejavnost na druga območja. Kot veste, zdaj prodajamo, oziroma dajemo na razpolago stavbno pravico za ureditev potičnega turizma na mejnem prehodu Gorjansko, tako da širimo na celotnem območju občine. Torej, kakšno je po vaši oceni, gospod Žlebnik, trenutno stanje turizma na Komenskem krasu? Se strinjate z oceno, da je ta skupna služba pomeni korak v pravo smer, recimo? Za mene je turizem ljudje. Pomeni, da moramo mi tvorno sodelovati v tem delu. Bi pa imel pripombo na ta delček kot v delu, da je pač neka organizacija, ki skrbi za Kras. Mi v Krasu imamo samo Štanjev in ta Štanjev zdaj ga bomo sicer renovirali, ves ostali Kras pa stoji in mirno čaka, kdaj se bo kaj zgodil. Enostavno mi na Krasu nimamo možnosti, da bi karkoli naredili v tem smislu, da bi lahko začeli na področju turizma. Konkretno tudi moj primer je tak, da enostavno v delih, ki jih želimo narediti, je občina tista, ki je prva cokla, ki ne more spustiti določenih stvari, da bi lahko ljudje si na domačih ognjiščih organizirali določene stvari, ki bile za vse dobre. Ni samo Štanjev, ni samo Komen, mi smo ljudje, ki ga je treba napraviti zato, da bomo lahko normalno na Krasu živeli. Je to težava torej občinskega prostorskega načrta? Morda, gospod Erik Modic, kje po vašej oceni je še priložnost za razvoj morda drugih območij Krasa? Nekaj ste sicer že izpostavili. No, tukaj bi dodal tudi repliko, dejansko vlagamo tudi v kolesarske povezave, zdaj v bistvu v kratkem štartamo s to povezavo iz Komna do Sežane, tudi v vrednosti 2 milijonov evrov, tudi tukaj evropska sredstva.
Gre za največji projekt v zgodovini občine. Tako, ja, torej dejansko. In poleg tega, veste, tudi zakonodaja daje določene omejitve. Je pa res, da moramo imeti spremembo OPN-ja. To OPN je pa, kot veste, zakonodaja taka, da so postopki izredno dolgotrajni, komplicirani. Celotna sprememba OPN-ja stane občino 250 000 evrov, to moramo tudi videti, to ni mačji kašelj, tako da končno smo tudi dobili dodatnega urbanista, ki se bo s tem ukvarjal, tako da dejansko smo zdaj nekje v začetni fazi te spremembe, bilo neki pobud tudi za širitve, tudi zato, da se kakšne uredijo, kakšne kampe in tako naprej, ampak dejansko moramo biti realni, kaj lahko naredimo v skladu z našo zakonodajo in ti postopki so pač taki, kot so. Repliko ste imeli, gospod Bojan Žlebnik, na kolesarske povezave, na OPN, na razvoj turizma, vse skupaj. Bomo začel kar pri kolesarski povezavi. Zelo v redu, da smo pač naredili nek korak naprej v tem smislu, ampak to je narejeno iz vrha na dol, ne od spodaj na gor. Kolesarska pot med Štaljanom in Sežano je super, ampak če ni to povezano v neko zgodbo z nekimi lokalnimi stvarmi, ki bi bilo zraven, da bodo lahko ljudje stvorno sodelovali zraven, bo to spet neka cesta, ki bo ločevala ljudi. In na teh mojih predstavitvah je stvar v tem, da iščem konsens, da bi to stvar res umestili v prostor v tem smislu, da bi ljudje bili povezani na ta del. Ne samo. Sam lahko repliko? Mislim, da bi bila to replika na repliko, če se ne motim. Ne, prej ste mi postavili vprašanje. Tako, izvolite, ja, gospod Modic. Torej, lejte, mi občina spostavlja infrastrukturo. Območna razvojna agencija Krasu in Bekinu, ki je turistična organizacija, pa zato, da povezuje ljudi, da pomaga ljudem, da razvija turizem in to je tudi njihova naloga. In zato smo tudi rekli, gremo v skupno organizacijo, da bodo za celotno območje Krasu in Bekinu. Mi ne moramo samo razvijati v naši občini, smo premajhni. Zato povezovanje med občino Komen, občino Sežana in skupno organizacijo. Tako da to bo skupni boj za razvoj turizma celotnem območju Krasa. No, mogoče pod vprašanje na tem mestu. Kolesarski turizem je razvit, vemo, da je tu prihodnost, v zadnjih letih je zares veliko prav na področju kolesarstva bilo storjenega, tudi v vaši občini. Kako pa je za razliko od te velikega projekta, ki šele prihaja, pokrito drugo, bomo rekli, območje s kolesarskimi potmi? Gospod Žlebnik. Poglejte, kolesarjev na Krasu, Komanskem Krasu je res zelo veliko. Ampak te ljudje pridajo za par ur in se odmaknejo iz tega Krasa. Mi moramo zagotoviti, da bo ljudje ostali vsaj en dan na tem našem lepem Krasu, da bojo s temi kolesarskimi zgodbami imeli možnost, da ostanejo. Danes pa na Komnu nimamo nič drugega, kot samo pač steze, ceste in stvari, ki lahko pač ljudje se lepo pripeljejo, rečejo, da je lep Kras. Ne damo pa možnosti, da bi lahko ljudje dobili in prehranske stvari, pijačo, energetsko oskrbeti. Danes je cel kup električnih koles, ki bojo pač uporabljena. Nimajo nobenih polnilnic. Kako ćemo to narediti drugače kot to, da mi spravimo možnost v ta del, da odpremo OPN, da začnemo na tem delati. OPN je gospod prej povedal, gospod Modic, da je neka materija, to ni noben bav. To se da komot narediti, ni treba čakati 4 leta na to, da bomo mi to naredili. Enostavno treba narediti, zato da se ta stvar začne premikati iz mrtve točke. No, vprašanje vseeno, preden bo replika, gospod Modic. Kako je torej s pokritostjo kolesarskih poti na območju Komenske občine? Kaj je še bilo v načrtu, recimo? Kaj ste si zastavili? V bistvu imamo to mrežo spostavljeno že 10 let. Kompletno območje naše občine je opremljeno z sprehajalskimi, pohodniškimi potmi, kolesarskimi potmi, so pa to v makadamski izvedbi. Vse je označeno, so zemljevidi. Morda dodatna ponudba, če smo ravno še pri tej temi, obstaja? Vse to, o tem govorim ves čas. Problem je v tem, da dodatno ponudbo dajo ljudje. In naloga je samo, da pomagamo ljudem, da pride do tega. Jasno pa je, da je to dolgotrajen proces, to ni kratkoročen in tudi gospod Žlebnik točno ve, za prejšnji OPN se je trajalo 9 let, da je bil sprejet OPN. To pomeni, to je vprašanje za zakonodajo, zakaj se ne gre v spremembo te zakonodaje, se pospeša te zadeve. To je izključno zadeva države. Jasno je pa, da občina mora v to smer, ampak tukaj ne bo nekega čudeža. To pomeni, čudež bo bolj v tem smislu, da se pomaga ljudem, da se svetuje, da se tam, kjer je možno, tudi razvijati zadeve. Problem pa je, da je te ponudbe zelo malo, se pa poveča nastanitvene kapacitete. To pa je bistven preboj. Gospod Žlebnik, replika? Ne strinjam se s to ugotovitvijo, ker v smislu tega živim že 17 let na Krasu, tvorno sodelujem tudi v vaškem odboru in ta del, v katerem računamo o tem, da mora občina narediti za nas nazaj, je stvar v tem, da karkoli pridemo na vprašanje, kako ćemo to napraviti, se ne da.
Enostavno OPN ne moramo tega narediti, ne moramo unga narediti. Mi moramo spremeniti mišljenje pri nas. Enostavno je treba začeti razmišljati, kako bomo naredili, ne kaj ne bomo naredili. Kako pa pohitriti te postopke? Gospod Modic je še posebej izpostavil, toliko časa je potrebno. Je vseeno na strani občine še kaj, da lahko, bomo rekli, Prav gotovo. pohitri? Oba dva veva, da en OPN odpret pa narediti zgodbo traja 3 leta. Ampak mandat župana je 4 leta, ne? Kar pomeni, da če 3 leta tvorno delaš na tem, da boš to naredil, imaš 1 leto možnost začeti določene stvari narediti. V tem mandatu se to ni zgodilo. 4 leta so šla mimo, nismo dobili nobenih možnosti, da bi karkoli naredili, ker ne, da se ne da. Enostavno je treba stopiti in narediti. To je edina stvar, kar lahko naredimo. Še morda replika imate, gospod Modic? Ne, to ni tako res, da gre po hitrem postopku. Ne. Torej dejansko je treba zbrati pobude, mi smo čez zbirati pobude in na podlagi nove zakonodaje moramo zdaj pripraviti najmanj 13-14 preliminarnih študij, analiz in ne vem kaj, vso to solato, ki določa država za te zadeve. Ne. Tako da gospod Žlemnik tega sigurno ve, da je to zelo komplicirano in tukaj ni možnost nekega prehitevanja. Je pa prav, da izkoristimo zdaj to, kjer je že možno da se nekaj naredi. To je pa druga zadeva. To je pa tudi stvar lokalne pobude. Ne? Tudi ljudje se ne odločajo v te zadeve, ker ni nekega hitrega prehodka. Vidim, da smo kar dobro temo izbrali za začetek, ampak sedaj je, mislim, da čas za malce glasbenega premora. Kako visoko cenita županska kandidata, podjetnika in podjetnost, tudi na to temo spregovorimo po tej skladbi. Lokalne volitve. Radio Robin. Nadaljujemo s predvolilnim soočanjem kandidatov Komenske občine. Z nami danes gospod Erik Modic, ki se poteguje za drugi mandat na čelu Komenske občine, in za svojega prvega Bojan Žlebnik. Če postrežem z nekaj statističnimi podatki, občina Komen ima nekaj več kot 3500 prebivalcev, delovno aktivnih je dobrih 63%. Kandidata se oba seveda zauzemata za to, da bi mladi ostajali v kraju, za povečanje števila delovnih mest. No, prav na to temo oziroma za vprašanje iz področja podjetništva, kaj pogrešajo, smo se obrnili tudi na lokalna podjetja in direktor podjetja Male Electric Drives Komen takole pravi: V povezavi z lokalnim okoljem se že dalj časa srečujemo s slabim odzivom lokalnega prebivalstva na razpise za delovna mesta. Predvsem mlajši se odločajo za službe v bolj oddaljenih centrih. Kako bi zadržali domačine v lokalnem okolju in jih motivirali za iskanje služb lokalno? Služba je namreč velikokrat povod, da se ljudje tudi izseljujejo iz domačega okolja. Zanimivo bi bilo, kot pravi, slišati ta razmišljanja, saj se ne vsezadnje navezujejo tudi na vprašanje demografije v občini. Tokrat najprej gospod Bojan Žlebnik. Moje mnenje je, če hočemo ljudi zadržati, je to, da jim moramo ponuditi kreativnost v delu, ki so pač samostojno možni. Spet smo prav OPN-ju, če hoče človek imeti doma kakšno delavnico, vinsko klet, karkoli, mora imeti možnost to izvesti. Pri nas pa ni nobene, niti osnove, niti karkoli, da bi lahko ljudje sploh začeli na tem razmišljati. Nimamo nekih skupnih stvari, ki bi lahko se mladi družili. Zdaj je pač plan narediti vaški dom v Komnu, ki ga podpiram, ki je zelo super stvar. Enostavno je pa treba mladim zagotoviti, da bojo imeli se kje družiti, ne po gostilnah seveda, ampak po kakšnih drugih prostorih. In kot župan se bom definitivno zauzemal za to, da bo pač možnost mladim, da ostanejo, in tudi pač možnost kot zaposlitve pa naprej, ne? Gospod Erik Modic, ko ste prvič kandidirali, ste se prav za te iste, bomo rekli, teme, vrednote, kakorkoli zauzemali, namreč preprečevanje odhajanja mladih in povečanje števila delovnih mest. Enako vprašanje, kot ga je zastavil podjetnik, zastavljam tudi vam, torej kako boste to naredili? No, če gremo na mlade, pa čitak vemo, da mladi po vasih v bistvu koriščajo obstoječe vaške domove. V Komnu imamo tudi dogovor, da bo komenska mladina lahko uporabljala kletne prostore doma, po prenovi pa bo dobili bolj kakovostne prostore v tem domu. Ključni problem pa je, da 25% naših zaposlenih, oziroma naših občanov, so zaposleni samo v naši občini. 75% hodijo vsak dan v druge občine. Torej, ključni pomen je zdaj zagotoviti tukaj tako dobre življenjske pogoje v naši občini, da bodo tukaj ostali. In zato vlagamo v tisto ključno infrastrukturo, to je šolska infrastruktura, smo vložili 600 000 evrov v šolsko kuhinjo, bomo dozidali zdaj vrtec v Štalniku po šivih, zato tudi pomagamo mladim z subvencioniranjem prvega stanovanjskega reševanja, problematike, in tudi vlagamo v to, da bomo urejali neprofitna stanovanja za mlade družine. Torej, omogočiti boljše
pogoje. Pa še eno vprašanje strani podjetnika, ki želi ostati anonimen, smo ga sicer posneli, županska kandidata pa sprašuje takole. Dober dan. Pozdravljena oba kandidata občine Komen. Kot podjetnika me zanima, kako pomembno je za vaju področje podjetništva. Zanima me tudi, kako kaže s poslovno cono v Komnu, namreč včasih se je govorilo tudi o posebni poslovni coni v Gorjanskem. Hvala obema in lep pozdrav. No, torej, kako visoko na vajnih listah je prioritet je razvoj podjetništva, gospod Bojan Žlebnik? Moram reči, da v mojem programu, ki je sicer na drugem mestu, prva je energetika, v drugem delu je pa definitivno stvar, to, kar že skozi govorim. Treba je dati možnost ljudem, da na lokalnem delu, v svojih, rečem, prostorih, tam, kjer živijo, najdemo parcele, možnost dozidav vinskih kleti, raznih delavnic. Ne zavzemam se za neke velike industrijske cone. Ja, če je pač ciljna skupina, v katerem rabi 10.000 kvadratnih metrov, mora biti občina prva, ki bo zagotovila ta sredstva za to, da bo pač ta kompleks zaživel. Drugače pa spodbujati lokalno ljudi v tem delu, da morajo sami iniciativno, seveda v pomoči občine, zagotoviti prostore, da bojo lahko to imeli normalno vodenje in v delo. Je med vašimi prioritetami tudi podjetništvo, razvoj podjetništva in kaj je s tema dvema poslovnima conama? Komen se nekaj dela na tem, kaj ne, gospod Erik Modic? No, vsekakor. Komunalno smo opremili območje Alo Komen, tako smo zagotovili osnovne pogoje za normalno delovanje tam gospodarskih društev, ki so tam. In zdaj v bistvu širimo tudi to na novo obrtno cono severno od Alo Komen. Tako da tam bomo tudi prometno in uredili tudi komunalno zadevo, ne, tako da v bistvu bomo dobili 1,5 hektarja občinskih parcel, ki bo na razpolago za naše obrtnike, za naše podjetnike, tisti, ki se ne morejo širiti znotraj vasi, da lahko potem ostanejo naše občine, se širijo, razširijo svojo dejavnost v Komnu. Kar se tiče pa poslovne cone, prvotne, ki je bila mišljena na mejnem prehodu Gorjanske, bil pa tudi sklep občinskega sveta, da se to predvidi za turistično destinacijo. Zdaj imamo odprt razpis, iščemo vlagatelje, katerim bomo podelili stavbno pravico za 30 let, da bodo tam lahko uredili nek butični turizem z nastanitvenimi kapacitetami na visokem nivoju. No, če se nekoliko vrnemo, ker sta mi ravno dala iztočnico prejle, že dolgo Brado ima zamisel, da bi iz središča Komna umaknili bencinsko črpalko, s tem središče kraja odprli za različne ostale dejavnosti. Zadeva je pogojena z gradnjo novega krožišča na robu Alo Komna. Kot je bilo sedaj zastavljeno, to investicijo pelje Direkcija Republike Slovenije. Po dostopnih podatkih je začetek del predviden sedaj, torej jeseni. Se torej ta zgodba zaključuje in kako je seveda vezano na ta projekt z ureditvijo javnih parkirišč, širitvijo trgovine, lekarne in tržnice. Županska kandidata, najprej gospod Bojan Žlebnik. Kot sem že omenil, že dolgo se ukvarjam s tem gradbišči po raznih krajih v Sloveniji in zadnjih par let poslušam, kako bomo Komen zrihtali. V zadnjih 4 letih, če smo pred 4 leti poslušali najave, kaj se bo zgodilo, bi mogli v teh 4 letih napraviti Komen že toliko, da se bi začeli kaj delati. V 4 letih nismo nič drugega naredili kot neko idejno zasnovo za neko gradnjo, v katerem pa ta del, da mi imamo sred Komna bencinsko črpalko, trgovino, ki ni več ustrezna določenim stvarem, se v teh 4 letih ni zgodilo nič. Mi moramo proaktivno začeti delati na tem, hoditi v Ljubljano, hoditi do ljudi, hoditi stvari, ne čakati, da pridejo oni k nam. Mi moramo začeti stvari, da odmaknemo to iz središča Komna ven in narediti ta trg tako, kot je potrebno, zato da bomo občani lažje in bolje živeli. Gospod Erik Modic, enako vprašanje seveda za vas. Vi ste tu sodelovali v pogovorih z direkcijo in pravite, se bo začelo. Ja, lejte, žal gospod Žlebnik nima točne informacije, oziroma ni na tekočem stanju. Ne, to je dejansko gradbena dela se bo začela v teh dneh, ko gre za krožišče Alo Komen. In smo do tega prišli, je tudi trajalo nekaj časa. Žal se je v prejšnjem mandatu delalo nič na tej zadevi. Za časa Božiča se je začelo, potem je prišel drug župan in delalo nič. In sem mogel začeti spet praktično z nule. Kot veste, zadeve trajajo svoj čas, da se umestijo v prostor. Torej, krožišče se gradi, z OMV dogovorjeno, da bojo preselili svoj bencinski servis na to krožišče in s tem sprostili center. Poleg tega se dogovarjamo tudi za podpis sporazuma za Tuš, za lekarno in s pošto, da se uredi skupni
tak trgovinski kompleks, kjer bomo zagotovili večjo možnost za nakupe, zato ker bo pač večji tuš in tudi centralno parkirišče, dvoetažno za 100 avtomobilov. Tako da te zadeve so zdaj v bistvu pred podpisom. Tudi tržnica, če se ne motim. Tudi tržnica, ja. Gospod Bojan Žlebnik, replika. Ja. Klej bi pač izval obstoječega župana, da pred 4 leti so že bili projekti pripravljeni za sistem trga Komen, ne? Ta krožišče pa ta stvar je bila že takrat omenjena in narejena. V 4 letih smo pa rabili toliko cajta, da smo 4 leta zdajle papirje rihtali, ne, da bomo pač to naredili. Ne. Enostavno je treba bolj aktivno sodelovati v teh delih. Ne, da čakamo 4 leta, kaj se bo zgodilo, pa ne moramo tega, pa ne moramo unga, ampak enostavno je treba bika za roge prijeti in začeti delati. Enostavno, da pri nas na občini se samo pogovarjamo, kako bi radi to naredili, kako bi radi naredili, pa enostavno ne moramo. No. Gospod Erik Modic, ste prekladali papirje. To je čista neresnica. Narejen bo načrt za ureditev trga brez krčmarja. Če bencinski servis ustraja na tistem trgu, če imamo tu tako, kot je, ne moramo trga urediti. Prvi korak je novo krožišče, predstavitev bencinskega servisa na to krožišče in potem lahko urejamo trg. To gospod Žlebnik to dobro ve. In ta pogajanja z direkcijo so pač trajala svoj čas. In tu direkcija umesti to v državni program, potem mora to vlada potrditi. Točno gospod Žlebnik ve, da to ne gre v enem mesecu. Ampak da so zadeve trajajo in tako se tudi urejamo tudi cesto proti Gorjanskem in obvoznico za Kobdil. To so dolgotrajni projekti. 4 leta pa sigurno traja to. No? To pa oba dva veva, da je na repliko, cenjena kandidata. Torej, spoštovani poslušalci, še si bomo privoščili malce glasbe in po tem glasbenem premoru pa na temo kulture. Lokalne volitve. Radio Robin. Bojan Žlebnik in Erik Modic sta danes gosta v prvem izmed predvolilnih soočenj za lokalne volitve 2022 na Radiu Robin. V naslednjih minutah dajemo priložnost tudi, da nas pokličete, spoštovani poslušalci in poslušalke, in tudi osebno zastavite vprašanje kandidatoma na 05 330 28 28. Medtem pa še ena pomembna tema, spoštovana kandidata, torej selimo se na področje kulture. Zadružni dom v Komnu je velik ponos, obenem pa tudi velika rana trenutno. Kako objekt ohraniti zaradi njegove zgodovinske vrednosti in obenem omogočiti sodoben kulturni center za knjižnico, glasbenike ter ostale, ki sedaj delujejo v neprimernih in tudi morda nevarnih prostorih. Vi ste, Erik Modic, kot aktualni župan že opravili posvete, nekako pristali pri tej kombinirani rešitvi, če se ne motim, torej, da bi se nekako ohranilo določene elemente doma, da rušenje in nadomestna gradnja v končni fazi ne bi bila potrebna. Kako pa izvesti to možnost in seveda, kje pridobiti denar? Ja, torej, najprej še enkrat ponovim. Ključno je vedno pri občini, to ni podjetje. Ključno je delo z ljudmi. Zadevo treba uskladiti. Ne moreš ti samo nekaj načrtovati, zrisati in v to akcijo, ampak je treba najprej zadevo skladiti s ključnimi nosilci, v tem primeru je to knjižnica, pihalni orkester, komenska mladina in potem tudi z vaščani. In ta proces traja svoj čas. Mi bomo ta komenski dom obnovili za naslednjih 50 let, ne za 5 let, za naslednjih 50 let, zato mora biti zadeva premišljena. Pomeni, mi smo zdaj uskladili končni koncept obnove, to pomeni, da se ohranijo gabariti, taki kot so, in se doda neko manjšo lođo oziroma teraso nadkrito proti jugu in znotraj teh prostorov skušamo čim bolj funkcionalne zadeve urediti. Ključno je zdaj, da najprej pridobimo gradbeno dovoljenje in potem bomo seveda čakali na evropska sredstva, pa na razpise ekosklada in skušali čim več dobiti sofinanciranja, ker drugače mi tega ne bomo mogli speljati. Bomo pa speljali tako kot vse druge projekte, ki tu zdaj peljemo z evropskimi sredstvi. Gospod Bojan Žlebnik, imate vi kakšno drugačno zamisel, kako gledate na to prenovo, nujno potrebno? Se strinjam s tem, da občina ni podjetje. In tudi jaz kot človek ne delam v tem smislu, da bom jaz to naredil neko novo podjetje na občini Kras. Ampak bistvo vsega tega, da 4 leta, koliko je gospod prej omenil, Modic, je stvar v tem, da se je za mene čas, ki je predolg za take stvari usklajevati. Kot župan ima vsa pooblastila, da lahko določene stvari premakne. Enostavno pa čakati 100% soglasje, da bo to stvar naredil, je pa pač iluzorno razmišljati danes. Imeti možnost, narediti neko zgodbo, da bo ta imela temelje, ki so pač z zdajšnjim rečemo načrtom in to idejno zasnovo zelo dobro postavljene, ampak ne zdaj čakati spet 4 leta, da bomo imeli čez 4 leta spet pogovarjali, kako ni tega, kako ni unga. Enostavno je treba narediti stvar toliko operativno
iskati že danes stvari in pripravljati projekte v tem smislu, da so na zalogo narejeni in takrat, ko se sredstva pojavijo, jih samo izkoristiti in začeti s temi deli. Mi pa čakamo najprej, da je razpis, pa kaj razpis, pa čakamo. In tukaj mislim, da je prednost v tem delu, ki bi jo jaz naredil, da lahko spremenimo v sami poslovanju občine. Slišim repliko, oziroma jo čutim. Ne vem, gospod Žlebnik, točno veste, kakšni so postopki, točno veste, kakšne zadeve se da hitreje speljati. Uspeli smo narediti dnevni center, ko pred 4 leti noben še ni sanjal o teh zadevah. Uspeli smo medgeneracijska parka v Svetem, v Komnu, tako da ni res, da se nič ne dela. Sporedno se pa načrtuje. Izdelali smo več kot 15 idejnih načrtov, gradbenih načrtov. In seveda, zmeraj moramo tudi čakati, da pridobimo evropska sredstva. Tukaj smo 6 milijonov že pridobili in še naprej se bomo trudili. Samo ni neke čudežne palice. Tega pa ni. No, replike na repliko ne bomo se tega posluževali. Kaj pa v tem času, ko bo objekt nemogoče uporabljati? Recimo, gospod Bojan Žlebnik, kje bo prostor za kulturne prireditve, srečanja, vaje in seveda knjižnico, da središče ne bi ostalo brez osrednjega prizorišča? Sedaj smo že v prihodnosti nekoliko, ja. Kot gradbenik točno se zavem, da so časovnice zelo pomembne v gradnji vsakega objekta. Bistvo vsega tega, da to, kar se zdaj naredi, je najprej ideja. Zdaj so pa operativne stvari, ki jih je pa treba postaviti res tako, kje bo godbeniki ta čas, kje bojo pač knjižnica, ker takrat so bivanje med gradnjo in tem se ne bo dalo. In to so pa sigurno izzivi za bodočega župana, ki bo mogel zagotoviti vsa ta sredstva in prostore, da bo lahko ta stvar normalno delala. Bi pa omenil, da pač se je v preteklosti določene objekte rušilo pa postavljali drugačne, ki bi mogoče lahko kakšne stvari danes lažje spalali, pa se bo malo težje to narediti. Tako da tukaj so veliki izzivi na tem področju še. Mogoče vprašanje z področja predšolske vzgoje. Pravite, v teh dneh se bo začela tudi gradnja prizidka nujno potrebnega vrtca v Štanjelu. Kaj pa v tem času gradnje, kako bo recimo s potekom pouka predšolske vzgoje, se opravičujem, gospod Erik Modic? Ja, to je problem. To smo se tudi že pogovarjali tudi starši prizadetega oddelka vrtca, dejansko. Trenutno imamo 3 oddelke, 2 sta v prostorih vrtca, 1 oddelek je v prostorih šole. Nekako je bil dogovor med vrtcem in šolo, da bi 2 oddelka lahko v tem prehodnem obdobju ostala v Štanju, 1 oddelek bi mogel iti pa v Komski vrtec. Za to prehodno obdobje pričakujemo, da bo gradnja trajala 8 mesecev, tako da štartamo nekje v začetku januarja in pričakujemo, da bi nekje do konca avgusta zadevo zaključili. Tako da upamo, da pač bo čim manj tudi motnje, čim manj hrupa, ampak se veste, gradnja je gradnja, tako da nimamo druge možnosti, kot da ugriznemo v to isto jabolko in da zagotovimo te ustrezne prostore, ki jih res 15 let že primanjkuje v Štanjelu. No, gospod Bojan Žlebnik, področje, gotovo ste seznanjeni, športne dvorane je že nekaj let tudi pereča točka občine Komen, Grofovska se sedaj govori, torej v načrtih je nekako, da bi se tam gradilo, je pa za res obsežna investicija. 3,5 milijone, mislim, da je predvidenih. Kako gledate na ta projekt? Ste za postavitev športne dvorane, v celotno ureditev Grofovske pravzaprav? Prav gotovo, kot župan se bom sigurno zavzemal, da bi ta Grofovska res dobila tisto mesto, ki ji pripada. Je pa res, da določene stvari so bolj tako kot obljube, kako narediti, ker 3,5 milijone za občino Komen, ki ima pač 5 milijonov proračuna, je stvar v tem, da je težko to skupaj spraviti. Je pa res, če ne bomo župani tisti, ki bomo proaktivno sodelovali z vsemi deležniki, iskali rešitve v tem smislu, kot je javno-zasebno partnerstvo, zgodba v tem delu, da imamo možnost tudi neodplačno kakšne stvari narediti. V tistem delu pa mislim, da sedanja oblast, pač občinska, na ta področja ni prav veliko dala nekih dost stvari in enostavno imam občutek, da smo na nekem delu, ki bomo naredili, ampak obljube so, ne bomo pa pač nič naredili. Ker v 4 letih je gospod rekel, da se je naredil 2 varstvena doma za starejše. To je pa v bistvu vse. Vse drugega nismo nič naredili v tem delu. Ja, naredili smo cel kup nekih stvari, ki smo prerezali vrtvirce, ampak enostavno takih stvari se je sam povedal. 2 stvari smo delili take, ki se vidita. No, najprej odgovor na vprašanje od Grofovske, kasneje pa replika, oziroma bomo dali priložnost tudi za odgovoriti. Gospod Modic. Grofovska je ista zgodba. Najprej treba skladiti zadeve z ljudmi, z občani, s tisti, ki se ukvarjajo s športom, s tisti, ki bodo to koristili in tako naprej. In tukaj smo lahko veseli, smo zadevo skladili. In najprej začneš na načrti in potem greš postopno v uresničevanje. In prvi korak pri Grofovski je najprej, da pridobimo gradbeno dovoljenje za športno dvorano.
In glede na to, da smo uspeli v tem mandatu dobiti 6 milijonov evropskih sredstev in državnih, bomo tudi v prihodnem mandatu skušali to maksimalizirati. Jasno je, proračun ima 5 milijonov, mi pa smo pridobili 6 milijonov. In v vsakem proračunu imamo na razpolago pol milijona samo za investicije. Mi smo pa dobili 6 milijonov, to pomeni, da smo sposobni tudi take, bom rekel, ambiciozne cilje doseči. In zdaj pa še replika, da je bilo nič drugega narejeno. Gospod Žlebnik, vi ste zgornje Branice. Ne mi reči, da se ne spomnite več leta 2019-2020, ko smo uredili vodovod, novo javno svetlavo in novo cesto v Branici. 300 tisoč evrov je šlo v Gornjo Branico. Ne mi reči, da to ni bila investicija, se nič ne vidi. Vidi se. Vsak dan se vozite po tej cesti. Ne bom našteval drugih zadev, ne bom našteval šolske kuhinje in te velike investicije, ki so bile. In ogromno smo vlagali v vaške domove. Ogromno. Vsako leto damo 60-70 tisoč evrov v vaške domove, pa v javne površine, participativni proračun in tako naprej. Poglejte te zadeve, boste videli, to se vidi na terenu. Gospod Žlebnik, na kaj najprej replicirate? Morda grofovsko, morda na Ne, za grofovsko stvar, da je samo treba pač res zagrabati in narediti. Gospod skozi omenja 6 milijonov. Pa ste teh 6 milijonov vi pridobili tako, da so operativni, ali so samo še v tem delu, da pač računate na njih? Ne, čakajte. Če je podpisana pogodba o sofinanciranju. Za 1,7 milijonov. Za 6 milijonov. In če imamo, in smo že uresničili 1,5 milijona od tega, že konzumirano, zdaj zaključeno. To so podpisane pogodbe. So podpisane, tako da lahko se samo operativno črpa denar. Ker so vprašanja v kar pustila, mislim, da je prav, da se dogovorita. V tem smislu, ker on je gospod, ki je pač bil dnevno na občini, ima te podatke, jaz jih nimam. Če je pa stvar v tem, da je pač lahko zdaj podpisana, pa super. Če je za 6 milijonov gospod pridobil, to je pa sam spodbudno. Ne? Smo zaključili torej s pridobivanjem. Skratka, Grofovska se oba zavzemata za ta projekt. Seveda bo za 3,5 milijone, kot smo dejali, kar precej zahtevno iskati denar. Omenili smo že večje projekte, sedaj pa mogoče, medtem ko čakamo, da nas tudi kakšen izmed poslušalcev iz občine Komen pokliče, 05 330 28, pa še eno vprašanje strani prebivalcev krajana, prebivalca Štanjela. Torej, vemo, parkirišče, to so pereče problematike vselej nas prebivalcev in kako bi olajšali parkiranje, kjer je sedaj plačljivo, tako domačini kot marsikdo iz bližnje okolice velikokrat ne morejo parkirati kot na makadamskem parkirišču. To sprašuje naša poslušalka iz Štanjela, kot rečeno, pa morda vi, gospod Žlebnik. Ja, hvala za tako vprašanje. To je bistvo vseh mojih, da rečem, teh predstavitev, ki jih imam po vaških skupnostih, mirujoči promet v Štanjelu. Že pred mandatom zdajšnjega župana, gospoda Modica, je bilo možno dobiti nek prostor v Štanjelu za ureditev mirujočega prometa. Enostavno je treba iti v Ljubljano, podpisati, da rečem, to listino in se bi lahko začelo dogajati v smislu tega, da se operativno postavi neka zgodba. Nedopustno je pa to, da si naredimo ograjico z plastičnimi stvarmi, na katere plačljivo nekdo more parkirati. Ne. To se pa v tem našem stoletju ne more zgoditi in se pod mojim županovanjem, če bom izbran, to sigurno ne bo zgodilo. Gospod Erik Modic, kaj je zdaj s tem parkiranjem? Prebivalci okoliških vasi, govorimo tudi kdo, ki mu v Štanjelu mogoče zmanjka prostora pred hišo, so že nekajkrat dobili kazen in tako naprej. Torej, prvič parkirnina je taka, da je prva ura brezplačna. Za vse. Poleg tega tisti stanovalci, ki so v neposredni bližini parkirišč in ne morejo parkirati pred svojo hišo, imajo možnost dobiti tukaj za zelo nizko ceno, mislim, da 50-60 evrov na letni ravni za letno parkirnino. Vlogo je potrebno verjetno vložiti. To pomeni. Vsi drugi pa imajo itak možnost. So pa parkirišča tudi izven tega središča, ki so pa brezplačna. Kar se tiče novega parkirišča, imamo zelene površine trenutno, ki je kot zeleno parkiranje možno. Ne. To bomo preuredili s časoma tudi v asfaltno parkirno površino. Ne. Urejamo pa tudi, pridobimo gradbeno dovoljenje tudi za avtobusno parkirišča pri železniški postaji. Ne. Tukaj gospod Žlebnik, 3 leta je trajalo zaradi železnic. Najprej so oni mogli to izvzeti iz javnega dobrega. Oni že to imajo. Ne, čakajte, da boste vi mene podučevali, ker jaz sem bil, ves čas sem spremljal, vam lahko dam časovnico, boste dobili v pisni obliki in boste videli, kako hitro, kako odzivni so bili na državni ravni. In to je ta problem. Pogodba stoji v Ljubljani.
pogodba za to brezplačno prestanost. Ne, čakajte. Stoji 100%. Ne, čakajte, pogodba je že zdavno podpisana. Zdavno podpisana, to tudi naveste. Dobro, nažalost tega ne moremo razčistiti tukaj, verjamem, da boste med seboj pogodba se podpisala, trajalo 3 leta, da smo prišli do tega, 3 leta je trajalo. Sam med, gospod je rekel, da je prva ura zastonj. Pred 4 meseci se je moj sin poročil v Komnu in ko sem parkiral na tem parkirišču, sem dobil listek za plačilo kazni. Pa smo manj kaj na uro bili gor, takrat, ko smo šli drgam pol. In ne morete reči, da je za prva ura zastonj. Najprej so nas prehanjali z te strani na uno stran, ko smo parkirali, je bilo pa treba plačati. In poglejte, kaj piše, vem, kaj piše, ampak zdaj počitno delate. Dokazilo ste bili eno uro, tam morate imeti mogoče tudi za medobčinsko oziroma za kakšne redarje, bolj vprašanje. Sedaj pa še res čisto na kratko zaključujemo. Vemo, da je energetska draginja občanom in občankam priskočili tudi na pomoč, če bo potrebno. Se boste zanašali na ukrepe države. Čisto na kratko, gospod Modic. Še enkrat, če lahko ponovite. Seveda, energetska draginja, vemo, prihaja pred nami. Tukaj je ključna naloga države. Občina s našim proračunom, mi smo ena najrazvitih občin v Sloveniji. Mi se tega ne moramo privoščiti tukaj z nekimi velikimi sredstvi pomagati. Mi lahko simbolično pomagamo, ne moramo pa mi tukaj res rešiti zadeve. To je zadeva naloga države. Država tudi nima posluha za nas. Čeprav smo najmanj razvito občin v zahodni kohezijski regiji, dobimo manj sredstev, kot pa dobivajo visoko razvito občin v vzhodni kohezijski regiji. Če bojo to rešili, potem bomo imeli dovolj denarja, da lahko to damo našim občanom. Samo dokler to ne bo rešeno na državni ravni, ne moramo pričakovati od občine, da bomo rešili za vse probleme, ki jih nastajajo v tej državi. Gospod Žlebnik, čisto na kratko vas prosim, da zaključujemo. Kot član Gibanja Svobode se bom zavzemal za to, da bomo določene stvari na državni nivoju, to, kar je zdaj gospod Modic že zdaj omenil, regulirali in da bomo lahko pristopili k temu, da bojo ljudje za to draginjo, ki zdaj prihaja v prihodnosti, pomagali občanom. Spoštovana kandidata, hvala lepa, srečno na volitvah in zaključujemo prvo predvolilno soočenje za lokalne volitve na Radiu Robin. Jutri gremo v vašo sosednjo občino v Vipavo, z nami bosta županska kandidata Goran Kodelja in Anton Lavrenčič. Hvala vsem, da ste bili z nami in lep dan še naprej. Naslednje srečno. Lokalne volitve 2022. Lokalne volitve. Radio Robin. Lokalne volitve. Radio Robin.